Molim, ko sem v puščavi, srce prazno in pusto je. Duša mi vsale po njem hrepeni, moj Bog je taki preskrbi. Molim, ko ogenj obdame, v stiski, trpljenju, skrbeh. Vera močnejša je od zlata, prečisti v ognju me bo. Hvalil ga bom, slavil ga bom, nič kar me ruši, obstalo ne bo. Radostno bom oznanil vsem, Bog daje zmago in on je tu. Molim, ko v boju se znajdem in zmaga oddaljena je. Vendar v Kristusu zmago imam, obljubi tej vas sem predam. Hvalil ga bom, slavil ga bom, nič kar me ruši, obstalo ne bo. Radostno bom oznanil vsem, Bog daje zmago in on je tu. Ti boš ostal, moj Bog življenja, tebi ves čas hvalnice pel bom srca, ker ti si razlog slavljenja. Ti boš ostal, moj Bog življenja, tebi ves čas hvalnice pel bom srca, ker ti si razlog slavljenja. Hvalil ga bom, slavil ga bom, nič kar me ruši, obstalo ne bo. Radostno bom oznanil vsem, Bog daje zmago in on je tu. Molim, ko čas je zažetev, ti daješ obilno mi vse. Vem, da napolniš me, ko prazen sem, to seme naprej bom sejal. Izraelsko ljudstvo je potem, ko so po suhem prečkali Rdeče morje, nadaljevalo pot skozi puščavo. Bog jih je še naprej vodil in kazal pot, kamor naj grejo. V puščavi pa ni bilo veliko hrane in vode. Še posebej voda je primanjkovala izraelskemu ljudstvu, ki je tedaj štelo okrog 1 milijon prebivalcev. Tako pridemo do prvega godrnjanja ljudstva. V 2. Mojzesovi 15. poglavje od 23. do 25. vrste beremo. Prišli so v Maru, pa niso mogli piti vode iz Mare, ker je bila grenka, od tod njeno ime Mara. In ljudstvo je godrnjalo proti Mojzesu ter reklo, kaj bomo pili? Zaklical je k Gospodu in Gospod mu je pokazal kos lesa, ko ga je vrgel v vodo, je voda postala sladka. Ljudstvo je godrnjalo zoper Mojzesa. To godrnjanje ali pritoževanje proti Mojzesu je bilo dejansko pritoževanje zoper Boga. Kajti Bog je poklical Mojzesa, da jih vodi iz Egipta, in Bog je bil na koncu tisti, ki je bil odgovoren za njih. Godrnjanje pomeni naše nezadovoljstvo. Zaradi nezadovoljstva se potem pritožujemo in godrnjamo zoper osebo, ki je za to odgovorna. Božja beseda pa nam na mnogih mestih pravi, da naj ne godrnjamo. Tako beremo v Filipljanom 2:14. Vse delajte brez godrnjanja in preračunljivosti. Godrnjanje je celo greh. O tem beremo v Judu 1:14 do 16. Glej, prišel je Gospod z nepreštevno množico svojih svetih, da izvrši sodbo nad vsemi,
in da vsem ljudem glede vsega dokaže njihova brezbožna dejanja, ki so jih zagrešili, in vse trde besede, ki so jih izrekli proti njemu, brezbožni grešniki. To so godrnjači in nezadovoljneži. Godrnjači in nezadovoljneži so v Božjih očeh brezbožni grešniki. To so ljudje, ki se pritožujejo zoper Boga in njega krivijo za vse, kar je narobe v njihovem življenju. Mogoče ste že srečali tako osebo. Jaz sem jih že srečal par. Vedno se iz ust te osebe sliši kritika, neko nezadovoljstvo nad tem, kar imajo, kar se dogaja z njimi, ali pa tem, kar se dogaja okrog njih. Pogosto pa zato krivijo tudi Boga. Toda, draga cerkev, Boga ne moremo kriviti za tisto, kar smo si sami povzročili. Človek se je sam uprl Bogu v Edenskem vrtu, ko sta Adam in Eva bila neposlušna Božji zapovedi. Človek je povzročil padec v greh. Človek sam seje hudobijo in zlo po tem svetu. Vojne, lakoto in hude zločine povzroča človek sam, brez da bi ga kdo v to silil. Seveda mu pri tem pomaga in ga spodbuja naš sovražnik Satan, ampak Bog za to ni nič kriv. Zato ne godrnjajmo proti Bogu za nekaj, kar ni njegova krivda. Pa če tudi Bog nekaj dopusti, da se zgodi v našem življenju, lahko vedno iz te situacije naredi nekaj dobrega. Tukaj pri Mari pa je Izrael godrnjal zoper Boga, ker niso imeli pitne vode, saj je ta bila grenka. Ponovno, to ni bila Božja krivda. Čeprav so se pritoževali in godrnjali zoper Boga, jim je Bog vseeno pomagal. Bog se je poskrbel za svoje ljudstvo in Mojzesu povedal, naj vrže kos lesa v vodo. Tako je Bog ozdravil vodo, da več ni bila grenka, ampak primerna za pitje. Potem se je Izrael odpravil naprej po poti skozi puščavo. Čez nekaj časa pa jim je zmanjkalo hrane. Izraelci so se znova pritoževali čez Boga in Mojzesa in godrnjali, ker niso imeli hrane. 2. Mojzes 16, 2-3 nam pravi naslednje. Vsa skupnost Izraelovih sinov je v puščavi godrnjala čez Mojzesa in Arona. Izraelovi sinovi so jima rekli: O, da bi umrli po Gospodovi roki v egiptovski deželi, ko smo sedeli pri loncih mesa, ko smo jedli kruha do sitega. Odpeljala sta nas namreč v to puščavo, da z lakoto pomorita vse to občestvo ali ljudstvo. Ko smo brali, vsa skupnost je godrnjala, vsi so se pritoževali, ne samo nekateri. S kako hudimi besedami so govorili proti Božjemu služabniku Mojzesu in Aronu in na vse zadnje tudi proti Gospodu. Govorili so, da bi raje umrli v Egiptu, kjer so imeli hrane v obilju. Znova so govorili, kako bi jim bilo boljše, če bi ostali v Egiptu. To je bil spet govor proti Božji volji, saj jih je Gospod izpeljal iz Egipta. Pozabili pa so, kako hudo so v Egiptu trpeli v suženjstvu in kako so prosili Boga, naj jih reši iz tega suženjstva. Draga cerkev, nikoli ne premišljujmo o tem, kako bi nam bilo boljše, če bi ostali v starem življenju greha. Ne mislimo si, da bi tisti kruh bil bolj okusen, da bi tam lahko bolj uživali. Življenje v suženjstvu grehu ni nikoli boljše od življenja z Gospodom, z Jezusom. Ker naš Gospod je dober Bog,
Na veke traja njegova dobrota in zvestoba, kot pravi psalm. Čeprav so Izraelci že drugič godrnjali, je ta zvesti in dober Bog še naprej skrbel za svoje ljudstvo. Vsak dan so prejeli nebeško hrano, mano, ki je bila kot neke vrste kruh, ki so ga nabrali kar na tleh. Zvečer pa je Bog poslal ptice, prepelice, ki so priletele in jih je Izrael enostavno pobral za hrano. Hrana jim je bila servirana na krožniku. Bog jim je dal točna navodila, kako naj pobirajo to hrano. Če bo kdo nabral preveč, se bo pokvarila. Toda Izraelci sprva niso poslušali. Tako beremo v 2. Mojzesovi 16, 19-20. Mojzes jim je rekel, nihče naj od tega ne pušča do jutra. Pa niso poslušali Mojzesa, nekateri so del tega pustili do jutra, pa je postalo črvivo in se je usmradilo. Zato se je Mojzes razjezil nanje. Zakaj jim je Bog povedal, naj ne nabirajo preveč? Zato, ker bi se s tem učili zaupati v Gospoda. Ljudje bi si radi nagrabili za več dni naprej, ampak Bog je dejal, da bodo imeli dovolj hrane vsak dan sproti. Tudi mi si velikokrat želimo nagrabsti preveč vnaprej, da bi bili preskrbljeni za dolgo časa, celo do naše smrti. Hvala Bogu za imetje in materialne dobrine, ki jih imamo. Vse to je Božji blagoslov, vse to je njegov dar. Toda Bog nam želi sporočiti, naj mu zaupamo tudi na tem področju. Na večjih mestih nam obljublja, da bomo imeli dovolj, če bomo njemu zvesti in iskali na prvem mestu nebeško kraljestvo. Tako beremo v Mateju 6, 31-34. Ne skrbite torej in ne govorite, kaj bomo jedli, ali kaj bomo pili, ali kaj bomo oblekli. Po vsem tem sprašujejo pogani. Saj vaš nebeški Oče ve, da vse to potrebujete. Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo. Ne skrbite za jutri, kajti jutrišnji dan bo skrbel sam zase. Kot je povedal Bog Izraelcev, tudi nam jasno sporoča, ne skrbi za jutri, zaupaj meni in jaz bom skrbel zate. Bog je Izraelcev dal točno navodila, kako naj za to živijo. In dal jim je točno dovolj hrane, ne preveč, ne premalo. Tudi meni in tebi pravi, da bova imela dovolj. Mogoče ne bomo imeli vsega, kar si želimo, toda Bog se bo poskrbel, da bomo imeli dovolj. Ne samo to, Izrael je tudi imel stalno oskrbo s to hrano. Vsak dan je prihajala ta nebeška hrana, ne samo tu in tam. Nikoli niso bili v pomanjkanju, ampak se je Gospod še naprej zvesto skrbel za njih. Čez krajši čas pa je izraelsko ljudstvo spet godrnjalo in se pritoževalo. V 2. Mojzesovi 17, 1-3 beremo. Ko so se utaborili v Refidimu, tam ni bilo vode, da bi ljudstvo moglo piti. Zato so se prepirali z Mojzesom. Rekli so, dajte nama vode, da bomo pili. Mojzes jim je rekel, kaj se prepirate z menoj? Zakaj preizkušate Gospoda? Ljudstvo je bilo tam žejno in tako je godrnjalo zoper Mojzesa. Zakaj si nas izpeljal iz Egipta, da z žejo pomoriš nas, naše otroke in našo živino? Izrael je spet godrnjal zaradi iste stvari, zaradi vode. Mojzes jim je tedaj znova dejal, zakaj preizkušate Gospoda? Ni mogel verjeti svojim ušesom, ko je slišal, kako se to ljudstvo znova pritožuje proti Gospodu
in ga s tem preizkuša. Zdaj, že tretjič zapored, v razmaku nekaj dni. Znova so govorili, zakaj si nas izpeljal iz Egipta, da nas tukaj v puščavi pomoriš. Znova so v srcih premišljevali, kako je bilo v Egiptu dovolj hrane. Zdi se, da še vedno niso razumeli, kako se Bog čudovito in zvesto skrbi za njih, kako dela čudeže, kako jim pomaga. Čeprav so doživeli že toliko izjemnih božjih del, čeprav so videli, kako jih Božja roka varuje pred nadlogami in kako jih ščiti pred sovražnikom, čeprav so videli, kako je Bog razdelil Rdeče morje, da so lahko po suhem šli prek, čeprav so pili vodo, ki je prej bila grenka, in vsak dan jedli od Boga poslano hrano, mano ter prepelice, še vedno niso v srcih doumeli, da se bo Bog tudi naprej poskrbel. Če se Bog skrbi za nas, se vedno poskrbi. Še enkrat ponovim, če se Bog skrbi, se vedno poskrbi. Ta nebeški Oče je v svoji veliki ljubezni do svojih otrok poln dobrote, milosti in zvestobe. Tudi tokrat se je Bog čudežno poskrbel za vodo. Tokrat je Bog naredil še večji čudež in iz skale je pritekla voda, ko je Mojzes s palico udaril po njej. Tja, kjer vode in življenja prej ni bilo, je Bog prinesel življenje. Haleluja, kako čudovita slika. Mogoče tudi v tvojem srcu trenutno ni življenja. Mogoče je zemlja tvojega srca izsušena in žejna Božje vode. Bog lahko tudi v tvojem srcu odpre izvir in pošlje vodo reke Svetega Duha ter odžeja tvojo duhovno žejo. Jezus je rekel, če je kdo žejen, naj preprosto pride do njega in pije od vode življenja. 3-krat je Izrael godrnjal in se pritoževal nad Bogom. Bog pa se je vedno poskrbel in jim dal tisto, kar so potrebovali. Čeprav so se vedno znova pritoževali in godrnjali proti Bogu, kot otroci, ki se nočejo nič naučiti. Bog je bil milosljiv do Izraela in jih je še naprej prenašal ter jim potrpežljivo pomagal. Vse to nam toliko bolj razodeva Božjo potrpežljivost s svojim ljudstvom. Kako pa je Bog milosljiv in potrpežljiv še danes z mano in tabo? Kaj vse on prenaša in posluša od nas? Sliši kakšne kritike zoper Božje vodstvo, ali pa godrnjanje, če nam ne gre, kot bi želeli, ali pritoževanje proti Božji oskrbi. Gospod je resnično potrpežljiv tudi z nami in nas čaka, da se mu odzovemo in obrnemo nazaj proti njemu. Tudi takrat, ko godrnjamo proti njemu in se pritožujemo za neke malenkosti. Zdaj bi rad govoril o tem, kako lahko odpravimo godrnjanje in pritoževanje iz našega srca. Zdravilo proti pritoževanju je hvaležnost. Hvaležnost Bogu za vse, kar je storil v tvojem življenju, za njegovo pomoč, za vse čudovite blagoslove in darove. Hvaležnost za to, kar že imaš. V 1. Tesaloničanom 5. poglavje od 16 do 18 beremo: Vedno bodite veseli, nikoli ne prenehajte moliti, tudi se ne pozabite zahvaljevati Bogu v vseh okoliščinah. To namreč pričakuje Bog od svojih otrok. Vselej, v vsaki situaciji se zahvaljujmo Gospodu. Bog od nas pričakuje hvaležnost v vseh okoliščinah, v dobrem in v slaven, v vzponih
in v pacih, v uspehu in v spodrsljaju, v pomanjkanju in obilju. Kajti on se ne spreminja glede na naše okoliščine, ampak vedno ostane enako dober in zvest. Zato je vedno vreden, da ga slavimo in se mu zahvaljujemo v vsem, v vsaki situaciji. Pavel govori o tem, kako je zadovoljen v pomanjkanju in obilju. V Filipljanom 4:11 beremo: Tega ne pravim, ker bi mi česa manjkalo, saj sem se navadil, da sem zadovoljen v vsakršnem položaju. Hvaležnost našemu Gospodu, našemu srcu prinese zadovoljstvo ali ustvarja srce, ki je zadovoljno. To je pa pravo nasprotje nezadovoljstvu, ki potem prinaša godrnjanje ali pritoževanje. Izrael očitno tega ni počel in se je vedno znova moral učiti lekcijo o zaupanju, kot če bi vsakič pozabili, kar so že doživeli. Izrael je toliko že prejel od Gospoda, pa so še vedno pritoževali njemu. Če bi se le spominjali in Bogu zahvaljevali za to, bi se tudi v njih krepila vera za prihodnost, vera za naprej. Zdravilo proti srcu, ki se nenehno pritožuje, je tudi vera in zaupanje v Boga. Če verujemo in zaupamo Bogu, bomo tudi v trenutkih, ko nam gre slabo, imeli mir. Kajti zavedali se bomo, da bo na koncu vse dobro, da se bo Bog na koncu za vse poskrbel. Zato ne glejmo na to, kar nimamo, ampak na vse to, kar že imamo v našem Gospodu. V Efežanom 5:20 pa beremo: V imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa se nenehoma zahvaljujte Bogu Očetu za vse. Zahvaljujmo se Gospodu za vse. Tudi takrat, ko je to težko, je Gospod še vedno vreden naše zahvale. On je še vedno vreden, da ga slavimo in častimo. Zato vedno znova poglejmo nazaj, na kar vse smo že doživeli z Gospodom in kako nam je Gospod do sedaj pomagal. Spomnimo se Božjih del iz naše preteklosti in sedanjosti. Zakaj pa si ti lahko hvaležen Bogu? Tukaj je nekaj stvari. Za življenje, za vsak nov dih, za odrešenje, za Jezusa Kristusa, za Svetega Duha, ki te vodi in ti pomaga, za Božjo družino, cerkev, za streho nad glavo, za našo hrano, za našo državo Slovenijo. To je samo nekaj primerov, zakaj smo Bogu lahko hvaležni. Še toliko več je razlogov, ki nam prikazujejo, kako čudovito se Bog skrbi za nas. Če razmišljamo o teh stvarih, ki jih je Bog že naredil in kaj smo že doživeli z Gospodom, se v našem srcu krepi tudi vera, ki vedno bolj zaupa Jezusu. Hvaležno srce se ne pritožuje, ampak v vsaki situaciji zaupa Gospodu. Zaupanje in hvaležnost Gospodu pa potem ustvari zadovoljno srce. Na koncu bi rad, da razmislimo o svojem življenju. Si se mogoče tudi sam pritoževal zoper Boga? Je v tvojem srcu nezadovoljstvo ali celo grenkoba? Resnično veruješ Boga in mu zaupaš s svojim življenjem? Naj nam Sveti Duh razodene stanje našega srca. Molimo za Božjo pomoč na tem področju. Naj Gospod v nas ustvari hvaležno srce, ki ne godrnja zoper njega in zoper druge ljudi. Srce, ki mu pa vsem zaupa in veruje tudi takrat, ko stvari ne gredo najboljše. Bog nam želi pomagati in razodeti svojo zvestobo vselej. Zato mu lahko zaupamo in ga prosimo za pomoč še naprej.
Združimo se tako v molitvi. Dragi Oče, hvala ti za tvojo besedo, ki nas dova preko te zgodbe ljudstva Izrael tako bogato, tako slikovito uči o našem življenju. Kaj je tvoj namen za nas? Gospod, hvala ti, da nam ti razodevaš, kako si ti vedno zvest, kako si ti dober, kako si ti milostljiv in potrpežljiv z nami. Gospod, tudi takrat, ko mi delamo po svoje, ko godrnjamo, ko se pritožujemo, Gospod, ti čakaš na nas, da se zaustavimo, da razmislimo o vsem, kaj smo že dobili od tebe, kako dober si ti bil za nas, kako se ti zvesto skrbiš. In jaz molim, Gospod, za vse nas, da nam ti pomagaš živeti na podlagi tvoje besede, tebi zaupati v vsem, v dobrem in slabem. Gospod, pomagaj nam ustvariti dobro, zadovoljno srce, ki tebe, Gospod, povzdiguje, ki tebe časti, ki tebi zaupa. Gospod, želimo biti tebi hvaležni in želimo, da ta hvaležnost potem uniči to nezadovoljstvo, to godrnjanje in pritoževanje. Jezus, ti nam pomaga, da bi bili ljudje, ki so resnično tebi hvaležni, ki ti zaupajo v vsem, ki ti verujejo in ki živijo na podlagi tvoje besede. Hvala ti, Gospod, da imaš za nas najboljši namen in te lahko v tem zaupamo. To molimo v tvojem čudovitem imenu, Jezus. Amen. Naj vas Gospod še naprej blagoslovi v tednu, ki je pred nami in pomaga, da bi res njemu zaupali in bili njemu hvaležni za vse.